Je pa ravno predvčerajšnjem prišel novi trailer, prvi trailer za naslednjo sezono My Hero Academije. Ja, aprila se začne spet. Veš, koliko je zdaj so ravno napovedali, če vse aprilske anime in je tok. Zdaj se je dogajala Jump Festa, ki je v bistvu konvencija. Ja, to je bilo. Jump Festa, ki je v bistvu konvencija oziroma kakor nekak E3 za Shonen Jump. Če je E3 umrl, da bi se zdaj novica prišla. Rekel sem kot E3 za Shonen Jump, kjer napovejo vse nove animeje ali pa imajo kakšne panel od existing animejev, mank, ki prihajajo. Ja, in so napovedali pač vse te, med drugim tudi nov Kimetsu no Yaiba. To sem pa videl, Samo nisem razumel tega trailerja, kaj bojo movie kazali po celem svetu? Ali kaj mislim, da imeli bojo nek road trip po vsem svetu, kjer bojo prikazovali po moje prvo in drugo epizodo nove sezone. Ker to so že delali, mislim, da v prejšnji sezoni, ko so po vsem svetu naredili neko premiero pred dejanskim prva epizoda bo spet enourna. Ja? To mora biti zakon, ja. To bo ta road show, ki se bo dogajal, mislim, da februarja po vsem svetu. Po vsem svetu rečem, ampak bolj bo Amerika pa Azija, seveda, malo Evrope. Ampak dejansko otvoritev bo pa aprila pač na Crunchy. To bo zdaj tak badass. Res. Zdaj ta sezona, ko prije naslednja, en teden še samo, ne morem verjeti, en teden še. Ne, Ufotable toliko dobro adaptira to mango, Tako da bomo še čakali eno sezono do Kimetsu no Yaiba. Ampak kaj je zdaj v bistvu? Kaj bo pa zdaj? Dungeon Meshi bo ena? Dungeon Meshi, Dungeon Meshi, Solo Leveling. Solo Leveling, točno. Prije novi trailer je prišel, to bo perfektno. To bo perfektno. Jaz imam manjho, ampak nisem še sploh Light novel, pet brat. Ne. Light novel je good. Light novel je zelo dober. Ja, to si pravijo, samo ne, boljše je gledati slikce. Reading is hard. Ne, dejansko se drgaš. A bi rekel isto tudi za Mushoku Tensei? Nikoli ne grar! Tam si, moj baby! Tam si! Ne, zaradi tega, ker dejansko se razlikuje pač webtoon pa light novel. Light novel je bolj hardcore. Imamo boje doma, Light novel je bolj hardcore, more people die. Ja, se verjamem. Čisto, mislim, če ste zgodba precej razlikuje. Adaptali so perfektno so adaptali. It's gonna be amazing. Nimam nič druga za reči. Ampak edin kako že tam imaš pač korejske karakterje, tukaj imaš pa japonske. To bo še zanimivo, kako bo ime izgovarjali. Dejansko imena v... ker tam je Jin Woo, ne? Jin Woo je tam, ne? Kako je pa že japonsko? Sam vem, da so ga pojaponili. Ja, pa tudi naslov je po japonsko. Ni Solo Leveling. Solo Leveling. Ne, ni. Prav en daljši naslov je. Mislim, da je neki I leveled up something. Ne, drugače originalen naslov od light novela je I alone level up. Ja, to. To je od light novela drugačen naslov, tako da je čist legit. To bo naslov animeja, no? Pa se očitno... Možno, da so šli, če so šli bolj po light novelu, pa bi bilo zakon, ja. Večina animejev, ki pride zdaj, je v bistvu nadaljevan. Točno to smisla reči, druge sezone, tako da se bolj idi nazaj gledati prve sezone, ker je ful dobre druge sezone. Kaj bo še kaj? Mislim, da še Classroom of Elite je. Ja, tako, Classroom of Elite. Classroom of Elite je, pol je moj love Tengi, ko noben ni rad. Nekaj druga, pač ne vem, kako se reče, ampak pač ena taka ljubezenska filma. Nadaljujejo se še anime in Marshall se nadaljuje. Marshall. Ne, ti misliš iz zdajšnje sezone ful zakon, se pravi, pač 4 velika imena se dejansko prenesejo. Jujutsu, pa Frieren, pa... Ne, Jujutsu se mora končati. Ne, Jujutsu se konča. Frieren prije, to je pomembno. Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier. To sem še Shangri-La Frontier je moj dark horse. To še jaz gledam, ker je tudi moj best. Trash je, ampak je entertaining trash. It's awesome. It's guilty pleasure. Guilty pleasure je. Ne rabiš preveč razmišljati, ampak it's awesome. Ker sem akcija, vsedno. Kolikor da bi igral game inside anime. It makes little sense, but okay. Kusurija? Kusurija, ktori gotovo. Danes nova epizoda, gledaj, danes sobota. Apoteker je tok zakon. Apoteker, kako se dobro razvija, kaj si nor. Mislim, zelo dobro anime adaptacija. Preden sva prišla na podcast, sem celo gledal doma
zdaj zadnja epizoda. That one is on my to watch list. Ampak res, ko nisem niž zdaj 2 meseca, odkar so v Sloveniji, so tako busy z vsem, da... Ampak gledam jo tako in sem I have to watch this. Za take določene pa res moraš si vzeti čas, ker so prav upgradeali mango pa novelo, anime je perfect. Mislim, da Apothecary je ena izmed teh, ki so upgradeali. Sem to pozitivnih stvari slišala in tudi, ko so pač gledala te trailerje, pa Twitter nasplošno, ko pač ljudje objavljajo, sem tako, I have to watch this. Apothecary, enostavno. Jaz edino upam, da bo prej slej dobila neko rdečo nit. Sicer se že kaže. Ne, se je zdaj zadnja epizoda, ko je malo Jinji tako preštudira, pa v svojem fotru ugotovila. Nekaj se kaže. Še vedno veliki misteri, ampak... Mislim, še vedno je bolj epizodično, ampak se začenja nekaj. In to ravno je frieren tak zakon, ker 2 storiji da v en anime in vsaka ima začetek in zaključek, da se te tak dotakne, frieren je pa tako, jaz ko pogleda, ko je na vsake v bistvu na pol epizode imaš v bistvu eno zgodbico in jaz ko, a veš, tisto se zaključi ena zgodbica in jaz ko čak, to je šele pol epizode. Jaz sem že tako imaš občutek, da se je že končal epizodo. Ampak tako v dobrem smislu, pač ne vleče se, ful chill je, pač Jašike je res Ljudje ne more cel anime toliko občutku dati, ko tule polovica epizode. Tako je, En anime, ki še prehaja, je Kaiju No. 8. Moj favorit, to se zdaj zgodi. Se sem že omenil, to je koprodukcija med Production IG in Studio Kara. Production IG, ki je znan po Psycho Pass, naprimer. Studio Kara, ki je naredil Evangelion filme. In tako produkcija, mislim, jaz sem imel visoka pričakovanja. Nažalost so mi jih precej izreducirali, ko sem videl prve vizuale plus trailerje. Ampak zdaj so izdali 3. trailer na Jump Festi in moram reči, da zgleda precej boljše. Mislim, da so vzeli ta feedback, initial feedback, ker so pač precej grdo anatomijo so naredili vseh teh karakterjev, ki prav ne zgledajo nič po mangi. Ker manga je tak posebni art, ko nekako ampak ne vem, to res čuden grda anatomijo, ne moram drugače se izraziti. To bo Pafi znala, to bi znala Pafi več povedati. Ampak če ni gledala trailerja, tako... Pač prije novi Shonen Jump zgodba, ko bo the next big thing. Pač manga je the next big thing, zdaj pa če bo anime uspel ujeti, tako je Jujutsu Kaisen, tako je Kimetsu no Yaiba. V tretjem napovedniku v tretjem napovedniku sem me pač precej presenetil, tako da imam zdaj malo više pričakovanja do tega anime. Premis je pa pač preprosto tak, da živimo v enem svetu, kjer imaš polno nekih kaijujev in kaijujev, Godzilla, na primer, je kaiju, ampak imaš pač druge pošasti. Po mojem sem videla ta 3. trailer, ker pač vsake dolgo časa spremljam, a ne zdaj še nisem pogledala, ker anime so bili announcani. Edino, kar sem spremljala je, vem, da so pač nekaj se je govorilo o tem, da bodo Vigilantes od My Hero, da bo verjetno anime, ampak ni bilo nič announcano. Ni bilo announcano, ne? Mislim, da bi bilo announcano na Jump Festi celo. A je bilo? Ja. Mogoče ni še trailerja, ampak sem precej prepričan, da so ker zdaj se pač My Hero zaključuje in so pač to malo spremljala, ampak drugače, jaz še moram tako za nazaj ene stvari nadoknaditi, ker pa res, jaz pol vmes, isekai me niso toliko zanimali, vem, da je bil vmes, je bil pač nek ta boom in je bilo ful samo en isekai za drugim. To te mora zanimati. Ampak novela. Anime je tudi dober, samo res je, anime je tudi dober. Poglej anime. Ni pomembno, ampak isekai so dobri. Ampak te recimo, ko si ti rekel šonene, pa ponad vedno gledam. Sem gledala Jujutsu Kaisen, sem gledala Chainsaw Man, itak, a ne... Kaiju No. 8 bo na podobni stopni, res. In precej lahek je za v bistvu gledati, ker nima nekih nima neke poglobljene zgodbe, pač v bistvu je ljudje proti kaijujem, literally fight. Ne, ful dobro je, dejansko napreduje dečko, ko je bil na najnižji stopnji in pade še na nižjo stopnjo in potem raste z trdim delom. Ampak ni težko brati oziroma gledati. Ampak ni neki poglobljeno. Veš, nisem tipičen shonen plot. Ampak jaz sem bila vedno bolj fan teh filmov, pa kakih dram ali pa kakih psiholoških zadev, zato pač Code Geass, Psycho Pass. Dobro, da si omenila filme, ker Chainsaw Man, naslednji ark ne bo serija, ampak bo film. Sej, naslednji ark, ki bo film in ne bo anime?
Eminence in the Shadows. Sam se ne ve, kdaj bo. Ja, to pa zaradi tega, ker jim je materijala zmanjkalo, ker so dobesedno prišli do 4. novele in to je to. Avtor ne, čist nič več naredil. Ja.